V arheologiji je topografija eden od pomembnejših načinov pridobivanja podatkov o najdiščih in prostoru nasploh. V 70. letih prejšnjega stoletja je na Inštitutu za arheologijo potekal večletni terenski pregled nekaterih območij, ki ga je Janez Dujar v 80. letih nadgradil z natančnimi terenskimi obhodi Dolenjske. Sodelavci je prehodil tako rekoč celotno pokrajino. Pri tem so zabeležili veliko novih naselbin in grobišč iz železne dobe ter ponovno odkrili mnogo, ki so jih omenjali viri. Katalog najdišč je tvoril osnovo za monografijo o starejši železnodobni poselitvi jugovzhodne Slovenije, ki jo je leta 2007 v soavtorstvu s Snežo Teko Hvala objavil v naši seriji Opera Institut arheologije Slovenije. V naslednjih letih so tudi nestrokovni javnosti postali dosegljivi liderski posnetki in z njimi vpogled v težko dostopne predele. Avtor je posnetke skrbno preveril na terenu in potrdil izmere iz prejšnjih let, našel pa je tudi nekaj novih najdišč. Zbral in ovrednotil je pisma, poročila in beležke, ki so poleg najdb postali za izkopovalci s konca 19. in začetka 20. stoletja in so pomembni za študij poselitvenih struktur. Z njihovo pomočjo je bilo mogoče pojasniti, kaj se je s posameznimi najdišči v preteklosti dogajalo. Skupaj z dopolnjenimi izsledki jih objavljal v novi monografiji. V publikaciji je predstavljeno čez 600 najdišč železne dobe, pomembnega obdobja naše najstarejše preteklosti. Knjiga, ki obsega skoraj 1200 strani in je razdeljena v 3 dele, je dragocen pripomoček vsem, ki se bodo srečevali z železno dobo na Dolenjskem, v Posavju in v Beli krajini. Gre izključno za katalog najdišč, ki ga uvede kratka predstavitev nastajanja obsežnega korpusa, sam katalog pa je urejen po strogem redu. Kataloška številka pa ime oziroma imena najdišča, bližnja naselja, lokacija na zemljevidu, tip najdišča, torej naselbina, grobišče, zakladna najdba in podobno, ter opis najdišča s kratko zgodovino raziskav. Nato sledijo arhivski viri in temeljna literatura. Slikovno gradivo prinaša številne zemljevide, načrte, zračne in vidarske posnetke, starejše in povsem nove fotografije najdišč in skene izpovednejših arhivskih virov. Kataloškemu delu sledi obsežna literatura ter indeks, ki olajša iskanje najdišč in krajev. Na koncu je še zemljevid obravnavanega prostora z označenimi najdišči.